No in pogovor je trenutno še bolj v začetkih. Jaz se s tem čist ne strinjam. Jaz mislim, da se zelo trudila za to in da so naredila že veliko podcastov. No, jaz se strinjam, da se mi zelo trudva, zato bova zelo vesela, če se naročite na kanal. Lajkate, šerate in pa komentirate, kaj bi lahko spremenila oziroma koga bi povabila v pogovor. Midva se pa bo obljuba, da se bo vsak teden zelo potrudila, bom vsak teden nekaj novega pripravila, vsak teden nekaj izboljšala. Zdaj pa upam, da boste uživali v današnji epizodi. Jaz sem najprej vprašal o tem, kako se ti najraješ prehranjuješ med aktivnostjo, pa kakšne tvoje zgodbice, da boš povedal. Potem boš pa malo razložil, kako je to še vse povezano s kakšnimi znanstvenimi principi, kako gre to malo bolj na širša kolesarsko skupnost, da boš te svoje zgodbe bolj predstavil malo na vse ostale in kako se lahko tudi kdo kakšne take stvari privzame. Mogoče res najbolje, da začneva s tem, kaj ti najraješ ješ med vsakim treningom, vsakim kolesarjenjem, kam mislim ponovati nekje ura do 2 urine. Ja, mislim zdaj, ko se pripravljam za malo daljše ture, imam tudi kakšne že trening daljše ture. Ja, meni je najboljš v bistvu imeti zapit. To je meni najbolj pomembno, da imaš elektrolite. To je zelo pomembno. Pa tudi za jest, čeprav za jest sam, v bistvu je za kolesarjenje tak problem, ker težko vzameš kaj veliko za sabo za jest, ker imaš pol vse te žepe zapolnjene in tudi v klanc gre pa malo počasneje. Tako da, če ni neka zelo dolga stvar, recimo že več kot 6 ur, v bistvu za jest nimam nič konkretnega, ker se mi zdi, da je v bistvu večinokrat se to izkaže kot napaka. Bi priporočil, da ima vsak sploh začetnik, ki se bo lotil kakšnega težjega podviga, da ima ta pravo hrano za jesti, recimo kakšen kruh, sendvič, kakšne oreščke mogoče za pojesti ali pa kaj takega. Ogljikove hidrate na splošno. To pomeni, da ruzek v bistvu tle več prinese. Če ti začneš, če si nek začetnik, ni treba pretiravati pa misliti na aerodinamiko pa drugo, tretje. Je najbolj pomemben, da se ti ne skuraš in da imaš za sabo čim več, tako da ne oponašati ne vem katerih profesionalcev z dirk, ki jih gledate, ki nimajo nič, ki itak vse oddobijo od avta ali pa jim pomočniki dajo. Tako da moraš jesti, vsaka aktivnost, ki je bolj, da riskiraš hitrost svojo pa čas na to, da boš dobro nekaj pojedel, ne pa sam sladkorjev pa takih stvari. Pomemben je tudi, jaz recimo zelo malo menim, kaj jem, skozi sem na istem, geli isti, pa se jih ne toliko zelo veliko, pa ploščice isto, frutabela, pa še od Enduranca, geli pa ploščice. Ker sem na to navajen in me ne boli trebuh ali pa imam želodčnih težav. In je to meni najboljše, tako da, ko ti začneš na malo manjših, pa da vidiš, kaj ti je dobro, pa to preneseš na tiste malo težje izzive. Največja napaka, ki jo pa lahko narediš, je pa, da ti treniraš z nečim, pa vidiš tik pred nekim, recimo, da greš prvič v življenju več kot 200 km peljati, pa še poln enih klancov, pa vidiš 2 dni prej en oglas za zelo ne vem kaj, zelo dober gel, karkoli že. In pol rečeš, te geli mi zdaj niso več všeč, bom vzel te. Pa sploh ne pogledaš, sam veš, da so kao boljši, pa ima noter recimo še kofein pa take stvari. In pa tega tvoj želodec ne zdrži, peleš se recimo 7 ur, pa je konc, vse je že prej lahko konc. Tako da ne smeš eksperimentirati z nekimi novimi stvarmi. A med treningom, ko se ti peleš naokrog za prehrano, za pitje vemo, vzameš. Ampak za prehrano, a se rajš ustaviš ali se vedno voziš hkrati? Ja, tako je. Zdaj, kot sem rekel, jaz zelo malokrat jem kaj resnega, kaj grem kolesariti. Mislim, nikoli tako ne rekel. Kaj zelo težkega, se pa ponavadi za ujest ustavim
Zdaj za ploščice to ne, pa gele. Ampak, ki pa je nek sendvič, mi je čisto vseeno, a se ustavim ali se ne, ker boljš, da se ustaviš, sploh če je kakšna taka cesta, spust, ker ponavadi boš jedel na spustu, klanc, malo boš dihal, preveč vseeno. Za kakšen resen sendvič, ne. Tako da, kakšni se vzamejo, recimo, bom pa na spustu jedel, sam, ki se v bistvu ne splača. Pač ti lahko narediš kakšno napako, ko boš jedel, pa boš ob cesti ostal. Najboljše, da se na vrh ustaviš, ali pa spodaj pod klancem, kakšen cuker poješ na vrhu, pa nekaj bolj resnega, pa greš naprej. Jaz nimam sicer težav s tem, da bi bil, ne vem, da bi bil zadihan, pa ne bi mogel jesti. Ne. To pri meni ni bila težava. Pač malo spustiš tempo in je to. Pač moraš se malo kontrolirati, ni vse zglav skozi zid. Ampak to ti vedno peleš pač sam, ne? Ja, Ker v skupini se več prilagaja na to hrano, ali kako, ali se ti zmeniš, da bo pa zdaj mogoče malo počasnejši tempo za prehrano. Ali... Ja, zdaj med profesionalci itak imajo te cone, kjer dobiš hrano in tam se upočasni, ne. No, so tudi kakšni, ki tam napadejo, sam jih je zelo malo, pa redko se to zgodi. Ampak, ko pa ti greš nekam kolesart, ni pameten, da ti načrtuješ, kje boš jedel, to je čisto neumen. Da bi ti rekel, zdaj pa bom po temu klancu bom pa jedel. Pa recimo, da sploh še niš šel kolesart, en dan boš recimo si načrtoval, kje boš jedel. To je največja napaka, ki jo lahko narediš. Zato, ker ti moraš skozi jesti, pač ne moraš preveč jesti, ne? To je nekako res. Ampak vseeno se ti pa lahko zgodi, da ti en dan prej misliš, ja, to bom pa še odpeljal in pol, če se boš ti tega držal, pa boš že čisto zmatran takrat. Pa sploh ne boš hotel jesti, zato ker si rekel, tam bom jedel, ne? To je zelo neumen. Ti se moraš ustaviti in jesti tam. Ali pa še do unga ovinka grem, pa se ustavim, ali pa še 1 kilometer pa do unga spusta. Ti moraš jesti takrat, ko to rabiš, pa je že prepozen, da rečeš, ja, zdaj pa čutim, da sem lačen, zdaj bi mogel iti pa jesti. Ne, takrat je že prepozen, ti moraš jesti že prej, ne. Sam ne pa zdaj, ker vaš čas se ustavljati pa jesti, ne. Pač kako pa pol to, v bistvu veš, da ti res takrat rabiš jesti? Če nisi lačen, ja, pa nisi načrtoval? To se rabiš pa poznati, ne. Recimo jaz postanem jaz lahko 3 do 4 ure zdržim, brez da bi karkoli pojedel. Pač karkoli. Sam pol se začnejo pa težave zelo hitro. Po nekih 4 urah, jaz 5 ur, brez da bi jedel, ne zdržim. To je nemogoče. Pač ne gre, boš mogel ustaviti. Piti moram, to itak skozi pijem. To ni nikoli problem pri meni. Sicer zelo malo popijem, ampak jaz sem na to navajen, meni je tako najboljše. Bi rekel, da normalen človek malo več popije. Zdaj za jesti, ja, pač poznaš se, jaz jem ponavadi tako, okoli pol ure, na pol ure bom pojedel, recimo zdaj, čez 2 tedna bom pol ure rabiš jesti. Če greš nekaj več kot 10 ur, je treba jesti skozi. A se moraš to tudi malo prisiliti, da poješ kaj? Ja, itak. Ja. Sploh sem rekel že prejšnjič, da beljakovine, proteine te ful nasitijo in imaš ti nek občutek tak, ja, zdaj sem pa sit. Ampak ogljikovih hidratov ti pa lahko manjka. Pač rabiš se prisiliti, čeprav misliš, da si sit, ne, pa nisi v bistvu. Ti porabiš ful energije, čeprav glede tega, ne, imam tle eno razpredenco, se mogoče boste videli. Kaj pa je? Ki v bistvu kaže, kaj bi v bistvu med aktivnostjo rabo jesti glede na dolžino tvoje ture, ne. Tle imamo pod 1 uro, od 1 ure do 3 ure, 3 ure do 8 ur, pa več kot 8 ur. Pač vse aktivnosti, ki so pač, te so res ekstremne. Ja, pač pod 1 uro ti ni treba še piti, ne, v bistvu, nič zahtevnega.
Za jesti sploh ne, pač samo to, kar sem rekel že zanč, da rabiš jesti. Ne. Med pa itak ni treba. Ja, pol. Kaj pa pod 1 uro, ko delaš sprinte na kolesu, ne? Ja. Pa si, a takrat je koristno, Ja. da piješ ali ni koristno, da piješ? V bistvu, škodovati ti ne more, sploh na kolesu. Če poješ preveč, ti... Ker si tako žejen, pa pol res veliko spiješ, pa ti malo vode, pa že bilo bodrazo, to tudi koristno, ali je to kaj ti pol... Mislim, škodljiv ni, Okay. je pa lahko nemoteče. Ja, Sploh če te res, mislim, če imaš težave že prej. Ne, to. Ni pa prepovedan jesti tudi med šprinti, če delaš 1 uro, kakšne kofein, kakšen gel. Tak, načuno se už ustavil, pa neki jedel tam na polno. Pač med šprintom vzameš en gel, cuker, hiter, ki prije hiter v kri, pa kakšen kofein še zraven. Če ti to paše, ne. Pol od 1 ure do 3 ure, to je nek navaden trening. Kolesarski. Nekega amaterja, recimo, ki hoče nekaj trenirati. Ja, TCHO, ki vam piše na ekranu, to je v bistvu 30 do 9 ogljikovi hidrati, ne, carbohydrates. 30 do 90 gramov na uro. Tele stvari prej, ki so pa pač pred aktivnostjo, je pa koliko gramov na vašo na kilogram vaše telesne teže. Torej, moraš sam pomnožiti s kilogrami, pa dobiš to, kar rabiš jesti. In pol, tukaj pa v bistvu za pit rabiš pa od 0 do 3% se ti max lahko zmanjša tvoja telesna teža med aktivnostjo. Pa še to, 30 do 90 gramov ogljikovih hidratov na uro, to je v bistvu kar veliko. Mislim, 90 gramov. Ti kural. Ja, pač težko jih je pojesti toliko. A ja, da bi pojedel toliko. Ja, v bistvu, mislim, 30 doje, lahko. Ampak 90 gramov ogljikovih hidratov, pa to ne govorimo o cukru. To je med aktivnostjo, ne? Da ne bo kdo mislil, da je to cuker, da bo zdaj pa on lahko tam gele žrl skozi, ne. Ja. Ker tisto je veliko cukra, ne. In sej lahko piše, da ni dodanih sladkorjev, sam je cuker in to ne upoštevaš v to. Mislim, Ja. sej težko priješ brez cukra skozi, ampak to je ogljikovih hidratov, ki niso Sladkorji. sladkorji. In to je zelo veliko, ampak to ni največ, še težje je zadostiti potrebe tle od 3 do 8 ur. A ki je, to je na uro, ne, kar piše. Ja, gramov na Ja. uro. To je res intenzivno za ogljikove hidrate, ker je intenzivnost glih na coni 2, tam boš ti lahko držal, cono 2, na prehodu na cono 3 in takrat se bo pač v bistvu res je, da se ti bo takrat zelo veliko kuran maščobe, ne, v coni 2 še, ampak v coni 3 boš ti še vedno lahko kar zelo dolg časa in sploh to 4 ure, 5. In takrat se kur veliko ogljikovih hidratov, pa že tako jih telo rab, ne samo za to tvojo fizično moč, ne, to lahko pa tudi ti fizikalno, ki poješ, čeprav je to težko. Fizično. Ja, ker ti ne porabiš grejo se toliko veliko. telo večino v bistvu energije ne porabi za mehansko močjo. Recimo, da ampak je ti daješ 200 vatov. Izkoristek človeškega telesa, človeških mišic je zelo nizek. Ne? Mislim, da na trenirani ljudje tam da ne 30% energije, ki jo ti zaužiješ, gre v mehansko delo, vse ostalo gre v toploto, manj na trenirani pa tam 18% nekje. Ja. In zaradi tega je pač koliko, ker je, ne. Količina, ne. Rabiš pač več pojesti, ker boš ti videl, da si pokuril samo z vati, če si računaš. Ne. Tle pa z vodo, ne, je pa malo večji problem, ker smo rekli, da je to nekako najbolj intenzivno za zadoščenje potreb porabe ogljikovih hidratov. 1 do 4%, ne, moraš omejiti izgubo tvoje telesne mase, kar je težko, čeprav izgleda, da je lahko, ampak zdaj 4%. A se pravi, ti moraš za vodo, ki jo zaužiješ, omejiti izgubo telesne mase, da je maksimalno 4%. Ja,
max 4%, kar se sliši dosti lahko, mislim, ampak 4% je precej malo, recimo, da imaš ti. Verjetno pri kolesarjih to nekje pomeni 2,5 kg, ne? Ja, ker še vedno mislim, Pogačar pa med tekmo, mislim, da ko je govoril, da je 5 kg da zgubi. ja, 5-6 kg tudi lahko zgubi. Pa pije, vaš čas pa ima. ja, hitro lahko to zgubiš med 3 in 8 urami. Pa tole 8 ur, ki bi kakšen mislil, da so potrebe po ogljikovih hidratih velike, ta spodnja meja se premakne na 50, zgornja se pa zniža na 80. V bistvu ti boš težko ves čas jedel te ogljikove hidrate skozi in je to že malo fizično nemogoče. Tvoj želodec bo skozi bo delal, tudi želodec bo porabljal energijo, ne? Ja. In je zaradi tega ta limita max pač se sploh ne splača, niti zelo težko je več kot 80 gramov ogljikovih hidratov pojesti. In ja, zdaj z vodo pa moraš omejevati, ne, še vedno, ja, do 3% izgube tvoje telesne mase. Ampak ne zdaj sam piti vode, ne, moraš elektrolite, ker v bistvu se ti bo pol preveč zrečila, ker rečeš ti sam, mislim, vodo pil, pa ne bodo procesi dosti hitro potekali. Da mora biti kombinacija, recimo nek limonin sok ali pa sol še ne si da zdraven. Ne pa cuker, no, cuker pa ni prav priporočljiv, sploh na teh 8 ur več, to je cuker sploh brez veze. Razen, če imaš kakšno tekmo, ki to dolgo časa traja, pa pol takrat, ko bo šlo na polno. Ja, 50 gramov je kar velik, ne. Jaz, ko sem delal Everesting, pa te stvari, moram reči, da sem jedel riževe ploščice na Everestingu, elektrolite sem skozi pil, pa kaj resnega, sendvič nikoli, jedel sem špagete 2-krat, ja, res sem veliko popil, kakšno čokolado sem pojedel, ker vem, da je zdaj ni prav najbolj pametno, bi mogel več špagetov pojesti namesto čokolade. In se mi zdi, da sem naredil veliko prehranskih napak takrat. Ki jih zdaj izboljšuješ. Ki zdaj, mislim, zdaj to se mi zdi, da zelo zboljša. A imaš kakšno zabavno zgodbico tako s prehransko? Naprimer, tisto, Ja. ki si jedel gele na 5600 tvojega drugega poskusa Everestinga. Aha, ja, ne, to je bil, v bistvu to niso bili geli, jaz To je takrat zabavna zgodbica. sploh nisem gelov imel takrat, recimo. Jaz sem usedel na A ja, tisto je bil magnezij. ja, magnezij, Ja. pa na čokolade, pa poln cukra, cuker, pa skoraj nič ogljikovih hidratov, unih toglanih, sam cuker, piškot tam, ampak to sladki piškot, ne, ker ne. Bomboni ves čas, in to taki zelo sladki, pač cuker ves čas. In to te ubije na koncu. Pa pijače sladke na polno, vse umetne, kar ni vedno dobro, sploh na teh dolgih, ne. Na kratkih, ajde, na dolgih ne. In ta cuker me je čist, no najbolj me je pa, ker sem v bistvu jaz magnezij, ne, tega ne narediti, saj je težko, da vam to uspe. Pa zjutraj sem zamešal s pomočjo dedja še magnezij z melatoninom. In to je uspavno sredstvo, za te, ki ne veste, in ja, je šlo po gobe tole. Na 5000 sem nekako začel to jesti, prišel sem do 5900, čisto uničen, glavobol na polno, trebuh me je bolel, ker sem vzel, ker pač ti magnezij lahko se predoziraš skozi, mislim, predoziraš. Če bi nič delal, ne, bi se predoziral, sam, ker pa ves čas delaš, pa lahko tisto ješ in ješ. Prav ješ magnezij, pa še vitamin E dodan, ki v bistvu deluje tako, da ti bolečine ti lajša vitamine E. Saj ne zdaj tako, kot nek doping, to sploh ne, kakšni analgetiki, ampak tak blag pa je. In ja, sem to se zafrknil in
Adrenalin je bil velik, pa pol nisem zaspal, ampak pač na 5000 žecev sem prišel naprej, pa pač ne. Ker sem pojedel meni se 3 vrečke melatonina, kar je 4, 3, 4. Ker je čist preveč, ena je dost, pa zaspiš. Ne. Tako da to ni šlo takrat. Še še druga pa taka zabavna zgodbica. Ja, Se ni nujno, da je šlo narobe, a ne, samo tako. Mislim, ker sva midva kolesarila, se spomnim, da sva šla 120 km skoraj. Pa nisva prav nič veliko jedla. Imel sem eno ploščico samo. Pač ena ploščica, to je... Ti pa nič. Jaz nič, ne, pač jaz sem bil, pač Simonu je treba pokazati, ne, kako se kolesar, ne, pač enemu amaterju, pač saj tudi jaz nisem kaj drugega, ampak je treba pokazati, da se kolesar pač brez da ješ, ne, ker pač jejo tisti, ki so nesposobni narediti kaj, ne, pač to je zajbancija. Ti moraš jesti, pa nikakor pa ne še drugemu kazati, se meni ni bilo nič, ampak ne pa drugemu kazati, sej zdaj, pač Simon je dosti pameten. Če se pa vi to komu naredili, ki pa ni dosti pameten, bo pa, dobro, oni ta pametni nič ne je, oni pa gre z nekom, pa nič širil, pa boš gledal čuden. Pa so pa zgovarjal, da nisi nič pojedel, pa si zato bil slabši. Moraš jesti, ne glede na to, kdo si. Pa se ne postavljati pred drugim, da ta pameten ne ujedu. To so bila midva. Pol z Jakatom sem enkrat šel, ne, to sem že zanj povedal, no pa tisti, ki se jim ne da zdaj tega poslušati še nazaj. Pa ne, se tle v ohrani govorijo. Sva šla, on je bil skozi na soncu že cel dan, jaz sem bil lepo v hiši, pa sva pa šla od tukaj 65 km, 70 pa 1200 višincev. Tam. Koliko višincev? Veš kako? S kolesom? S kolesom. Do Kranja, pa v Besenco gor, pa do Dražgoš, pa v Železanke dol, pa po Selški dolini, do Petrovga, pa v Podbrdo. In on je pa že prej naredil 50 km do Kamnika pa nazaj. In ga je čisto pomeral, ker je bil skozi na soncu in ti moraš veliko piti. Skozi rabiš piti. To pa recimo jaz nikoli nisem imel težav s pitjem. Se kar navadim, da pijem. Mi ni težko, no. Medtem, ko jesti, to pa so težave. Vedno. Vedno so bile in ne bodo več, upam. In ga je pobralo, on je pol Red Bull, čokolado, pa vemo, da se je to zelo slabo končalo. V bistvu, na začetku je bil zelo dober, mi je tudi pač čutiš, sledil mi je, ni laž, da ti to ne pomaga, pa da ti to ne bo pomagalo, pa ti bo pomagalo. Red Bull... Ne pa dolg, ne? Ne pa dolg. Pol mi je sledil, so se pelala, recimo iz 20 so prišli nazaj na 30 so se pelala, pa gre malo gor skozi, ne. Pol ga je pa čisto pomeral, pa so se mogla pa ustaviti, pa je čisto počas 15 na uro. Ker je pač naredil prehransko napako, nič drugega, ni bil slabši. Problem je v prehrani. Pač, če ti ne ješ, si lahko veliko boljši od nekoga, ima vsakega lahko to zmatra na koncu. To je bilo, mislim, tako, nič smešnega, ampak se naučiš. Ali pa se tudi ne, lahko delaš isto naprej. Drugač, ko sva šla teč, mislim teč 72 km, midva sva pač takrat bila malo neumna in se tudi oblekla se nisva prav zelo veliko, kar naj je pol koštalo, ker veliko energije, ker v bistvu ti tako zgubljaš, se rabiš skozi ogrevati. In je res težko. Pač v teku se mi zdi, da je ful težje dosti jesti, da te začne trebuh boleti, pa tle pol še vranica pa tako. In je težko pojesti veliko, ampak je treba, vsaj na klancu gor, da malo poješ. To je nekako to. No, ampak midva sta tam v bistvu prvo kosilo, so si prvo naredila kosilo,
so se ustavila na Lubniku in to, in tam jedla. Do takrat nisva skoraj nič jedla, posla pa jedla ogromen in pa je bila ena ravnina in sem jaz bil čist out. Sem začel teči, me vse začel boleti. Puls je poskočil, mi je bilo težko, no. Midva sva naredila napako, da sem midva zelo jedla tako, da bi si rekla, tle bova jedla in tle bova veliko jedla. Vmes pa nič jedla, pila sva pa ves čas, to je bilo v redu, pila sva dosti. Jedla sva pa tukaj jeva veliko, pa nič, pa spet jeva, pa nič. Pa se pa ti postanki začnejo bolj zgoščevati, zaradi tega, ker pa ugotoviš, da si že čist zjeban, ker priješ, narediš najprej 20 km, pa si nič nisem jedel. Pa se pa začnejo tu na 10 km, pa na 5 km, pa je že ves čas. Tako da na koncu takrat ugotoviš, pa da si delal napako prej, pa da zato zdaj plačuješ. Tako da ja, to je nekako. Kaj je treba jaz med treningom, pa kako si ti to predstavljaš, ne? Ja, saj ni prav zakompliciran, saj rabiš pač imeti v glavi več. Pač ne samo, da veš, to se moraš tudi spomniti in vedeti, kdaj je čas, da se ustaviš in pojesti to, kaj pač je treba. Zavestno, ne? Ja, zavestno. Nikoli ne preveč, ampak glih to, kaj misliš, da je. Naslednji teden pa mogoče po treningu, mogoče bom imela gosta, Ja. pa bova po treningu enkrat naslednjič predstavila. Hvala vam za ogled, če vam je video všeč, ga lahko lajkate. Take stvari delava vsak torek, tako da se lahko naročite. Mi da bova zelo vesela in se bova zelo potrudila za vas, tako da boste tudi vi uživali zraven. Vsakeč mogoče tudi kaj novega svedeli. Ja, lahko komentirate, kaj bi radi izvedeli, pa bova zagotovo to tudi prepravila, če bo kakor toliko zanimivo, mislim. Še neka pametna stvar, Ja. pa bova zagotovo to prepravila. Saj tem imava velika, ne, ampak najbolj je, da vi zveste to, kar je vam Za vas. najbolj zanimivo. Tako da, kar komentirate. Se vidimo naslednji torek.